Tole je pa avtomobil, ki v Sloveniji nima sreče. Nima uradnega zastopnika, nima prodajalca, vidite, še tablice so italijanske, ker oni pač skrbijo za nas. Ampak ker smo tako majhen trg, jih verjetno tudi bolj ali manj briga za nas. Škoda, Subaru si zasluži svoje mesto med znamkami, ker so njihovi avtomobili res dobri. Mogoče se pa kdo od vas, ki gledate oddajo Pogum in sklene posel stoletja. Tale Outback je po navedbah Subaruja čist nov. Sam sem najprej mislil, da gre samo za prenovo, ampak je od starega ampak čist mal večji in celo mal drugačen. Ampak spet samo mal, ker baje lastniki starih niso hoteli večjih sprememb. Mogoče niste vedeli, da je bil to prvi tovrsten avtomobil in da še zdaj ne vedo, če gre samo za povišen karavan ali križanec. In se ne sekirajo. Revolucije ni, to je jasno že na pogled. Največ napredka je pri opremi in občutku znotraj. Teli materiali so veliko bolj kakovostni, tudi nov tip, ker so lastniki nemških znamk vedno vihali nosove nad Subaruji. Čisto nov je tale osrednji del z lepim in kar odzivnim zaslonom, ključ imate lahko ves čas v žepu, zunaj imate lahko zdaj tudi 18-palčna platišča, tale ima 17, prtljažnik se odpira s pomočjo elektrike, kaj je še, ročna oziroma pomožna zavora je zdaj tukaj in novost je tale, baje izredno napreden sistem iSight. Zakaj baje? Ker ga ne morem preizkusiti. Testni avto ima očitno neko napako, ki to v resnici ni, ker smo preverili in zdaj pač sistem zaradi varnosti ne deluje. No, če bi baje namesto mene zaviral, če bi se pojavil kaj pred mano, me opozarja na črte na tleh, skratka, gledal namesto mene. K sreči pa me Subaruje v prvi vrsti zanimajo zaradi drugih kvalitet. In spet, Outback niti malo ne razočara. Najprej mi je všeč, ker ima svoj vrsten imidž in ker ne deluje na stopaško. Predvsem pa, ker je tole eden najbolj udobnih avtomobilov sploh. Luknje tako lepo požira, da je skoraj neverjetno, čeprav se karoserija še vedno nagiba, to ne pomeni, da ne gre hitro. Ker ima z bokserskim motorjem nizko težišče, se z veseljem zapodi ovinke, tudi tukaj se čuti napredek v primerjavi s starim modelom, ker je še malo bolj odločen. Če se pred vami pojavi takšna malo slabša cesta z drsečo podlago, je pa sploh kralj. Zdaj ima v ponudbi samo brezstopenjski menjalnik CVT. Ja, tudi samih nisem nikoli preveč maral, ampak tukaj me sploh ne moti. Motor se ne vrti po nepotrebnemu visoke vrtljaje in ne ropota. Če želite iztisniti maksimum, ima pa prednastavljenih 7 prestav, da je občutek podoben kot pri klasičnem menjalniku. Motor je seveda ne razganja od moči, ampak lepo vleče in če zraven prištejem še klasično odličen stalni štirikolesni pogon, se zdi, da takšnega Outbacka nič ne ostal. V resnici je tole vse, kar boste realno potrebovali od svojega avtomobila, tudi če zapeljete s kakšne urejene ceste.